Inflacija v decembru je bila 0,1 odstotna, na letni ravni smo zaključili leto z 1,9 odstotno inflacijo, povprečna letna stopnja pa je bila 1,8 odstotna. Zdaj, kaj je pravzaprav zaznamovalo letno inflacijo? Če mi dovolite, bi sam na kratko povedala nekaj poudarkov na letni ravni. Torej, v skupini stanovanje so se v letu 2010 podražitve najbolj odrazile na energentih. Najbolj so se podražila tekoča goriva in sicer kar za 28 odstotkov, odvoz smeti je bil dražji kar za 20 odstotkov, plin za 19 odstotkov, daljinska energija za 12,3 odstotka, električna energija pa skoraj 6 odstotkov, trda goriva skoraj 5 odstotkov. Torej, energija, dražji energenti so zaznamovali cene v skupini stanovanje. V skupini alkoholne pijače in tobak so se cene zvišale predvsem v drugi polovici leta na račun višjih trošarin in sicer tobačni izdelki so se tako podražili kar za 11,7 odstotka, žganje in pivo pa za 3 odstotke in vino skoraj tudi za 3 odstotke. V skupini zdravje so izstopale predvsem cene zobozdravstvenih storitev, ki so bile višje kar za 12,2 odstotka, v skupini hrane in brezalkoholne pijače pa so bile predvsem višje cene v skupini zelenjava in sadje kar za 17,7 odstotka oziroma konkretno pri sadju za 8 odstotkov. Na gibanje cen v skupini prevoz so prav tako vplivali energenti, goriva in maziva so se podražila kar za 12,4 odstotka, zabeležili pa smo nižje cene avtomobilov, kar za 10 odstotkov, predvsem rabljenih avtomobilov, ki so se pocenili skoraj za 19 odstotkov, novi pa za okrog 6 odstotkov. Na znižanje cen v skupini gostinske in nastanitvene storitve pa so predvsem vplivale spremembe drugačnega načina obračunavanja šolske prehrane, kar je imelo vpliv na nižanje cen storitev v menzah, kar za 68,8 odstotka. V skupini obleka in obutev pa so se pocenila oblačila za skoraj 2 odstotka, medtem ko se je obutev podražila za skoraj 5 odstotkov. To je bilo nekaj ključnih elementov, ki so vplivali na inflacijo v letu 2010. Mogoče bi zdaj opozorila, da tako kot običajno bomo za leto 2011 pripravili podatke šele v februarju, ker gre za metodološke spremembe in sicer kot običajno bomo postavili nove uteži oziroma dopolnjene spremenjene uteži, ažurirali bomo listo proizvodov in storitev in pa tudi listo krajev, kjer te podatke snemamo. Je pa še ena metodološka sprememba v letu 2011 in se tiče sezonskih proizvodov, kjer bomo za 1.1.2011 stopil veljavo uredba o minimalnih standardih pri spremljanju sezonskih cen sezonskih proizvodov, tako da bomo upoštevali tudi to uredbo, ki je uredba za Evropsko unijo. Toliko o inflaciji, prepričana sem, da si lahko bolj podrobneje preberete v naših informacijah. Zdaj pa kar predlagam, da preidemo k osrednji točki, torej dolg in primanjkljaj države. Andrej Flajs, kot običajno, nam bo predstavil podatke. Andrej, izvoli. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz bom danes govoril o 3 temah. O primanjkljaju oziroma tekočem deficitu države, o primanjkljaju v transakcijah s tujino in o dolgu države v 3. četrtletju letos. Naj že uvodoma omenim to, kar smo govorili že ob 2. četrtletju, da so določeni znaki, ki kažejo, da smo verjetno pri javnih financah in deficitu na dnu, in da so tudi prva znamenja oziroma malo več svetlobe. To se je zgodilo že v 2. četrtletju, pa tudi v 3. četrtletju. Tako da imamo eno situacijo, ko se je primanjkljaj države več kot po 2-letnem obdobju stalnega padanja prvič to padanje zaustavilo, kar pomeni, da so prihodki naraščali hitreje kot izdatki
vendar je situacija tako minimalna, da vpliv na tekoči primanjkljaj države je približno 0,1 odstotne točke na letni ravni. Tako da je seveda zdaj se prošljam, temeljno vprašanje, koliko časa bomo na tem dnu ostali. Tako kot je gospodarstvo, kot vidite, je sicer prišlo v rast, vendar ta rast ni takšna, kot bi si želeli. Približno tako je tudi v financah. Negativne gibanja, to se pravi gibanja povečavanja primanjkljaja so se zaustavile, ni pa znakov oziroma zaenkrat še v tem četrtletju ta pozitivni trendi niso izraziti. Drugo, kar je značilno, in to je tudi tema današnjega dne, je bistveno boljša situacija v transakcijah s tujino, pri čemer smo v prvih 3 mesecih dosegli presežek. O tem bom govoril malo več kasneje, za razliko od bistveno večjega primanjkljaja, ki smo ga imeli v istem obdobju lani. Kar pa zadeva dolg, pa naj povem, da je zadolževanje države oziroma gibanje dolga v okviru planiranja. To se pravi, dolg se je sedaj pospel oziroma stabiliziral nekje na ravni 37% BDP-ja, ker smo pač se prekomerno zadolževali v letu 2009, glede na deficit. Je bilo povečanje dolga letos je za približno polovico manjše, kot je deficit, ker se pač ni bilo treba zadolžiti. Upam, da bo boljše. No, tu so te osnovni podatki za prvo, drugo in tretje četrtletje. Vidimo, da je primanjkljaj oziroma deficit države v tretjem četrtletju 4,5% BDP. Lani v istem obdobju bil 4,9. Skratka, na četrtletni ravni smo pridobili 0,4% BDP, kar je na letni ravni 0,1%. Tisto, kar smo opozarjali, da se letos dvignil primanjkljaj nekje na raven 6, tekoči primanjkljaj, zadnja 4 četrtletja, približno na raven 6,7-8%, trenutno v tretjem četrtletju je bil 6,7, v drugem pa 6,8% BDP. Tretje četrtletje je torej relativno ta trend stalne rasti primanjkljaja, ki je trajal približno 2 leti, izrazito pa se je začel v tretjem četrtletju 2008 nekako prekinjen in prvič imamo primer, da je primanjkljaj tekoči manjši kot pa leto prej, pa tudi tekoči letni je sedaj 6,7%. V letu 2009, da naj spomnim, smo imeli primanjkljaj 2 milijarde 61 milijonov evrov ali 5,8% BDP. V tretjem četrtletju ga imamo 2 milijarde 398 milijonov evrov, to je na letni ravni vsota zadnjih 4 četrtletij oziroma 6,7% BDP. Napoved smo imeli za leto 2010 praktično 2 milijarde evrov oziroma 5,6% BDP. To se pravi, trenutno smo nad napovedjo. Malo kasneje bom govoril pa tudi o tistem, kaj lahko pričakujemo v zadnjem četrtletju letos, kakšna je situacija, potem, ko bomo gledali grafikone. Torej, tisto, kar je ključno, trend nominalnega zmanjševanja prihodkov je po 4 četrtletjih prekinjen v drugem četrtletju, medtem ko je v tretjem četrtletju končno prekinjen tudi več kot 2-letno obdobje stalne rasti skupnega primanjkljaja države. To pomeni, da so se prihodki povečali za 0,9% točke hitreje, kot pa so naraščali izdatki. Imamo eno situacijo, ko bomo videli, da je v bistvu izdatki so prišli na raven 2,7%, prihodki pa 3,6%. V informaciji sem opozoril, da tu ni to, in to bomo kasneje videli pri davkih in socialnih prispevkih kot temeljni prihodek države, ampak da je v transakcijah s tujino, tekočih transferih, to se pravi tisto, kar dobimo v Evropske unije, relativno ugodna slika, tako na tekočem kot na kapitalskem računu. In posledica tega je seveda
tem trenutku to pozitivno gibanje v javnih financah. Presežek s tujino je letos pozitiven. V prvih 3 četrtletjih in je predvsem posledica tistega, kar se dogaja na računu menjave blaga in storitev. Tako da imamo kot vsoto dosežen presežek, mislim, da je to dosti dobra informacija, 50 milijonov evrov, za razliko od primanjkljaja 410 milijonov evrov, ki smo ga imeli v istem obdobju lani. Presežek pomeni nič drugega, da Slovenija troši v okviru svojih finančnih možnosti, da se ne zadolžuje v tujini, da pa je domače trošenje nizko, je pa seveda posledica, da je verjetno strošek dela še prevelik, posledica tega zmanjševanje zaposlenosti, ki se tudi umirja in dokler bomo pač živeli v okviru svojih razpoložljivih sredstev, potem moramo računati, da bomo odvisni od izvoza in notranje konsolidacije. Jaz domnevam, da se bo ta konsolidacija nekje zgodila v prvem oziroma drugem četrtletju. Lahko jo pa spremljate, kako gre zaposlenost in boste videli, da je sedaj tudi ta trend se umirja. Dolg države je v bistvu kompletno v okviru planiranega. Ob koncu leta 2009 je bilo 12 milijard 519 milijonov evrov oziroma 35,4%. Potem pa se je postopoma povečal in je ob koncu 3. četrtletja 13 milijard 555 milijonov evrov oziroma 37,7% BDP. Običajno se država trenutno ne zadolžuje v 3. četrtletju, to se pravi, da smo zelo blizu tistega dolga, ki smo ga napovedali za leto v septembru, to je 13 milijard pa 559 milijonov evrov oziroma 37,9% BDP. Letos se pač država približno za polovico manj zadolžila, kot je deficit. Lani pa se je približno za 2 milijarde več zadolžila, kot je bil deficit, tako da je bilo trenutno po mojem država minimalne presežke, kot veste, pa en del tega denarja plasiramo tudi v finančno konsolidacijo znotraj Evropske unije. No, to je ta temeljni grafikon. Prihodki in izdatki vidimo, da se po obdobju od 3. četrtletja te dve krivulji zopet srečali in so prihodki nad izdatki. Mislim, da je tu nekaj stvari treba povedati, predvsem na odhodkovni strani. Kot vidite, je trend iz odhodkov v stalnem padanju. Trenutno jaz vidim ključen problem odhodkov v dveh stvareh. Prvič v plačah in kot posledico zaposlovanja, ker se je v državni upravi, ne v ožji upravi, ampak v tem širšem sektorju države, predvsem na ravni individualnih storitev, na primer izobraževanje, zaposlenost celoti povečala za 1,7%, zato je tudi med izdatki v 3. četrtletju najbolj izstopa, to bomo malo kasneje videli, izdatki kot strošek dela. Drug problem zgodba, ker sem pa že večkrat upozarjal, je pa ta lokalna raven, kjer je trošenje bistveno večje in pa tudi primanjkljaj relativno bistveno večji, kot je na centralni državi. Z deficitom smo nekje na dnu, gibljamo se nekje med 6,7-6,8% BDP. Jaz bi eno zadevo upozoril, ker se mi zdi pomembna, gre za razliko v prvih 3 četrtletjih, oziroma dve stvari bi upozoril. Obračunski prihodki od davkov in prispevkov so za približno 400 milijonov evrov višji, kot so po finančni statistiki, denarni statistiki. Razlog je DDV, ki se vrača hitreje, zato so finančni prihodki manjši, kot je pa dejansko obračunski DDV. In še bolj pomemben razlog je davek na dobiček. Davek na dobiček, prevelike akontacije v 2009 so bile vrnjene v 2010
in to ni po ESI, to seveda ni prihodek. Zato je ta razlika med ESO 396 verjetno en od razlogov, da mi gledamo stvari malo bolj optimistično kot v financah. Če se spomnite, oziroma jaz bom sam par podatkov povedal, kaj se bo zgodilo verjetno v zadnjem četrtletju. Namreč v četrtem četrtletju leta 2009 je bil primanjkljaj velik, 637 milijonov evrov. Trenutna gibanja in s podatki, s katerimi jaz razpolagam, bo primanjkljaj v četrtem četrtletju bistveno nižji, verjetno na ravni med 300 in 400 milijoni evri. In že po tradiciji je, da je ESA primanjkljaj, potem ko ga imamo prve 3 četrtletja večjega od GFS-a, v zadnjem četrtletju manjši. Tako da je možno, da se bo primanjkljaj v četrtem četrtletju še zmanjšal ta skupni letnik, vendar bo malo višji od planiranega. Planiran je bil 5,6%, mi računamo, da bo verjetno okoli 6, med 6 in 6,4, če so seveda naša predvidevanja korektna in če ne bo kakšnih presenečenj. Tisto, kar je za izhod iz krize verjetno najbolj pomembno, je, kaj se bo dogajalo v prvem četrtletju. Tu bi upozoril, da, kot se spomnite, smo imeli tudi po GFS-u, to je javnih financah, kot po ESI, zelo velik primanjkljaj v prvem četrtletju. Po ESI celo 9%. Tisto, kar so indici, da bi bil lahko velik primanjkljaj v prvem četrtletju. Nenavadno je tudi to, da imamo po GFS-u relativno majhen primanjkljaj, kar pomeni, da se ne prenašajo obveznosti, ampak da se de facto stvari prenašajo v prvo četrtletje. Tako da v bistvu, kako je in koliko dolgo bomo ostali v tej, na dnu te javnofinančne krize, bomo nekje vedeli po prvem četrtletju prihodnjega leta. Jaz kakšnih večjih presenečenj za letošnje leto ne predvidevam, domnevam tudi, oziroma ocenjujem, da bojo prihodki v zadnjem četrtletju večji kot izdatki, tako da bo prišlo še do dodatnega znižanja tekočega primanjkljaja, ob pogoju seveda, da ne bomo se presenečeni v prvem četrtletju, če pa bomo, to pomeni, da bomo dobri 3 četrtletja oziroma 4 četrtletja na dnu, kar pa pomeni znano L krivuljo. No, to so te prihodki od davkov. Vidimo, da se tudi tu lepo vse krivulje obrne navzgor, da je bila krivulja pri davkih bistveno globja in se je začela nekje v prvem četrtletju leta 2009, ko imamo zelo dolgo obdobje nominalnega padanja prihodkov davkov. Socialni prispevki so imeli zamik in nekako vse 3 krivulje so rahlo nad 100, želeli bi, da bi bile precej više, vendar tako kot gre BDP, grejo tudi te krivulje. Čim bolj bo rastel BDP, tem bolj ugodni bojo prihodki od davkov in socialnih prispevkov, pri čemer seveda moramo za socialne prispevke upoštevati, da se skupna zaposlenost oziroma zaposlenost še zmanjšuje. Zdaj, če pogledamo par teh odhodkov države, je ta zgodba takšna, da je to tekoči izdatki za blago in storitve so praktično v tretjem četrtletju prišli v negativno rast, kar pomeni, da država tu res zateguje pas. Podobno in mislim, da je ključno za kolikor toliko ste, da seveda trendi niso tako negativni, je predvsem to, kar se je dogajalo s socialnimi nadomestili. Njihov porast se je dejansko zmanjšal iz ravni, naprimer še v tretje četrtletju, to se pravi leto nazaj, na raven približno 12%, nominalne rasti se je zmanjšal na dobre 2%. Medtem, ko moramo biti pa malo zaskrbljeni in mislim, da je problem zaposlovanja v državni upravi v širšem smislu in ključnih problemov, če vemo, da zaposlovanje v tretjem četrtletju narašča 1,7%.
Naprimer v izobraževanju 3% po nacionalnih računih, kar je zelo veliko glede na gospodarsko situacijo. Skratka, samo še en od teh pomembnejših izdatkov bi se obrnil na zgor in če prihodkov ne bo, smo zopet v negativnih trendih. No, tisto, kar je, vidimo ta modra krivulja, strošek obresti, tako kot je šel dolg gre tudi strošek obresti, mi imamo obračunske obresti, nekatere države imate lahko na vladi pa no, koliko je strošek obresti vsak trenutek in kakšen je dolg, to je samo funkcija. Pri nas strošek obresti še ni zaskrbljujoč, ker je dolg seveda samo 37% BDP-a, tisto, kar moramo vedeti, da so obresti še vedno nizke. Povprečna obrestna mera na državni dolg je dobre 4%, strošek je pa 1,7%. Države, ki imajo večji dolg, imajo ta strošek v BDP lahko tudi 4-5%, odvisno od inflacije in seveda obrestnih mer. Če bo šla inflacija gor, potem ta strošek lahko zelo hitro narašče. Mi računamo pri nekem 2 milijardnem povečanju dolga v prihodnem letu, da bo ta strošek tam med 80 in 100 milijonov evrov, kar je 0,2-0,3% BDP, potem bomo s tem stroškom približno na 2% BDP, kar je še enkrat več, kot smo imeli pred 2 leti. Takšen je pa tudi dolg. Tisto, kar se dogaja, nizke investicije, država klesti predvsem na centralni ravni, ne na lokalni ravni. Država je resno klestila in jih še bo tudi v zadnjem četrtletju izdatke za investicije. To je vse. Želim vam srečno in zdravo leto in hvala lepa. Hvala lepa Andreju. Tiste kratice, ki jih je Andrej uporabljal, ne GPS, to je Governmental Financial Statistics, verjetno večina vas pozna in ESA je Evropski sistem računov, to sta pač dva sistema obračunavanja, ki ga uporablja Ministrstvo za finance in pa statistični urad, zato so tudi nekatere razlike, nekatere je Andrej opozoril. A je kakšno vprašanje? Mogoče pa potem po koncu, a se lahko mi pa preseliva, Andrej, bi šel ti sem. Potem bi jaz samo še nakratko predstavila. Mogoče še kjer vprašanje. Jaz sem občutek, da je gospod. Ja, je vprašanje kakšno za... Ni? Potem pa mogoče... Lahko tudi zdaj vprašate. Če bi lahko na to vse, kar ste podali, strnali v eno tako kratko misel, kako je v bistvu celotna zadeva, rekli, da smo pri dnu, ampak da v prvem četrtletju bo pa tisto pokazatelj pravi, da se zadeva drugače. Kako to strnete tako kratko misel? Ja, no, mi smo imeli ta problem, ker smo že od začetku leta opozarjali tako po javnih financah kot po nacionalnih računih je bil primanjkljaj zelo velik. Preko 700 milijonov evrov. Kar pomeni, da če bo ta primanjkljaj v prvem četrtletju večji, pomeni, da se finančna situacija slabša in da ne gremo, da ustajamo v območju te depresije. Jaz ne moram reči, to je neobičajno bilo do zdaj. Do zdaj smo imeli velik primanjkljaj v četrtem četrtletju. Kot veste, smo imeli letos kar nekaj rebalansov in se pripravljajo še novi, kjer je bil ključni problem in to v financah dobro vejo, kako izdatke prilagoditi prihodkom. Tu je naš pogled, ker oni imajo drugačno situacijo, predvsem pri teh obračunskih davkih, to je teh 400 milijonov evrov razlike. Oni imajo finančno situacijo, ki temelji na gospodarski situaciji leto prej. Mi pa gledamo de facto situacijo. Naša predpostavka, na primer, za davek na dobiček je, da bo v okviru akontacije. Pravimo, da se položaj gospodarstva letos ni bistveno izboljšal, ker je neka opcija, da bi bil celo rahlo boljši. In v takšnih pogojih ni razloga, da bi bil davek na dobiček manjši letos, kot je bil lani. V financah to pomeni, da ne bojo imeli negativnega poračuna, ki je bil praktično 200 milijonov evrov v drugem četrtletju. To se pravi, v teh dveh četrtletjih bomo mi nekako vedeli, ali gre za izhod krize. Če mene konkretno vprašate, ne glede na to, kaj se bo dogajalo, vse odvisno od rasti BDP.
Če bomo za zaposlenost prišli na dno, pomeni, da bo gospodarstvo postopoma začelo povečevati investicije. Za kakšno rast potrošnje ali jaz ne vidim kakšnih velikih pogojev. Vsaj ne v prvem obdobju, ko ta rast bo povezana, če bomo zdržali visoko dinamiko izvoza in če seveda ne bo manj strošek dela več ključni problem za gospodarstvo. Potem bojo stvari začele iti enakomerno. Izključujem tu možnost, da bi se v Sloveniji dogodila situacija iz 4-5 let nazaj, ko smo se zadolžali preko vse mere. To ni naš način in to ne pelje nikamor, ker to smo doživeli. Zato je pri nas tudi kriza tako globoka. Finance bomo zelo hitro vedeli. Jaz celo domnevam, da bo četrtletje ugodno, tudi zaradi teh 400 milijonov evrov, in da bo naš primanjkljaj manjši od GFS-a, kar imam jaz informacij, ne kaže, da bo dosti večji od 300-350 milijonov evrov, kar je manj, kot je bil leto prej. Potem je podvisno, kaj se bo zgodilo prvo četrtletje. Tu pa ne morem reči. Če bo primanjkljaj manjši od 700 milijonov, po tej finančni statistiki pomeni, da počasi lezemo iz krizovanja. V prihodnosti, ne glede na to, koliko bo BDP rastlo, bo pa pomembno, če bo država, to sem upozoril na prejšnji novinarski konferenci, če bo država uspela limitirati izdatke in da z izdatki ne bo sledila gospodarski rasti. Če bo sledila gospodarski rasti, kar se dogaja permanentno v vseh evropskih državah, potem bomo mi imeli velik primanjkljaj, oziroma ta primanjkljaj odpravila 5-6 let, pa še ga ne bomo odpravili. To je zdaj ključno. In tle ministru za finance ne bo lahko. Če prav razumem, vi pričakujete pomladi potem rebalans proračuna zaradi napačne ocene davčnih prihodkov? Ne, to ni napačna ocena, to je de facto. Ne, takrat je rebalans čisto običajen, ker imate prve podatke o tem, kakšen bo končni obračun za lansko leto. Potem tudi določene akontacije. Tisto, kar se je pri nas zgodilo, je, da so bile akontacije delane v ugodnih gospodarskih razmerah in so se pokazale prevelike in niso bile prilagojene. Mi imamo obdobje, ko so akontacije, to je tipična situacija, ko so akontacije bistveno više od končnega obračuna. Jaz domnevam, da letos še ne bo, mogoče se bo drugo leto, bo akontacije nizko, bomo imeli v drugem gospodarstvu, smo tudi imeli, da je bil obračun prihodki države za 200 milijonov večji kot ta poračun, ki ga oni imajo z enoletnim zamikom. In to so te pastine, pa dobiš denarja, pa začneš trošiti. Ampak ta denar je od prejšnjega leta. In potem so te razlike. Ključno pa je, jaz sem to na prejšnjem novinarski konferenci obrazložil, če imate 2% točke razlike med nominalno rastjo prihodkov in izdatkov, lahko, če so izdatki zelo nizki, so lahko nizki tudi prihodki, boste zelo hiter deficit odpravili. Če imate pa prihodke 6%, izdatke pa 4%, se vam to v obdobje podvoji. To je osnova matematike. In to je ključen problem je, kaj je cilj. Ali je cilj povečati trošenje in ustvarjati minimalno razliko med izdatki, ali je odpraviti deficit in tako rekoč zamrzniti izdatke. Jaz sem tudi na prejšnji konferenci rekel, če bi imeli 98% rast izdatkov, mi lahko primanjkljaj odpravimo v enem letu pa pol. Že ob relativno zmerni gospodarski rasti. Ampak morate biti politično realni, kaj pomeni imeti negativne izdatke. Kako težko je to zdržati. Posebej ministru za finance. Se bi moral svoja vrata zapreti, pa nobenega sebi spustiti.